Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Pa smo jo našli. Ministrico Alenko Smrkolj, ki smo jo iskali več tednov namreč. Izkazalo se je, da rada in veliko potuje na vaše stroške. Poglejmo. Nekateri pa tega, kaj bodo počeli, preprosto še ne vedo. Tudi ministrica Alenka Smrkolj, zadolžena za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ne ve, kje bo po koncu mandata, tako je vsaj zapisala. So pa njen mandat, v katerem je bila med drugim zadolžena za evropsko kohezijsko politiko, zaznamovale poti v oddaljene turistične destinacije, katerih namen je lahko vprašljiv. Tako je denimo potovala v Dubaj na enodnevno konferenco o globalni sreči. Prišla je dan prej, ostala 2 dlje. Srečni dogodek je davkoplačevalce stal 3320 evrov. Obiskala je tudi Butan za 5000 evrov, 5 dni je bila v Indiji, 3100 evrov, 6 dni v New Yorku, 4500 evrov. Ministrica torej, kot smo videli, zelo rada potuje na naše stroške. Vi pa gledate oddajo VE Faktor, resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali. Profi šport, igra na srečo. Kdo se boji tujih spletnih stavnic in komu v slovenskem športu koristi zakon o igrah na srečo? Je športna loterija Slovenije res športna? V zadnjem delu oddaje pa Cerar odstopil, ne obupal. Odstopljeni premier Cerar v velikonočnem intervjuju za Siol.net ponudil že 10. verzijo svojega odstopa. Državni zbor je 20. marca sprejel novelo zakona o igrah na srečo, ki jo je pripravil poslanec SMC Bojan Zorman. Z njo odpravlja monopolni položaj športne loterije in uvaja koncesijski sistem. No, državni svet je teden dni kasneje na zakon izglasoval odložilni veto. Kaj bi zakonito delovanje tujih spletnih stavnic v Sloveniji pomenilo za slovenski šport, se bomo pogovarjali. Z Matejem Oražmom, športnim direktorjem nogometnega kluba Domžale, ter magistrom Ivanom Simičem, bivšim predsednikom Nogometne zveze Slovenije, ter našim stalnim komentatorjem. Dobrodošla. Hvala. Matej, Ivan, preden začnemo z resnimi temami iz domače doline Šentflorjanske, eno hitro vprašanje. Zvečer se začne četrtfinale Lige prvakov, prvi dan derbi Juve, Real Madrid. Komu dajete več možnosti? Matej. Vsekakor jaz mislim, da bo ena izjemna tekma. Dva velikana sta se srečala, je dovolj že podatek, koliko bi ekipi štejeta na nogometni tržnici. Moje mnenje je, da bo srečnejši v tem dvoboju Real. V zadnjih letih je v Ligi prvakov v izjemni seriji odlično igra, predvsem, ko se gre na izpadanje. Italijanov pa seveda ne gre odpisati, ampak če bi mogel staviti v skladu z današnjo temo, bi stavil na Real. Aha, v redu. Ivan? Ja, 1-2 Real bo zmagal. Drugi gol bo dal v 89 minuti. Aha, ok, v redu. No, to je zelo natančna napoved za tiste, ki igrajo športne stave. Upam, da so te slišali in da so si zapomnili. Ja, bomo videli, če se bo kvota zdaj kaj spremenila potem, ko si to povedal. No, če gremo zdaj k današnji temi, verjamem, da problematiko dobro poznate, da ste tudi spremljala, pa bi najprej tebe, Matej, vprašal, kaj bi recimo konkretno za nogometni klub Domžale pomenilo, če bi se, zdaj tudi malo hecno, ampak bomo gledalcem potem razložili, da je res tako, tuje stavnice, spletne stavnice lahko zakonito oglaševale v Sloveniji? Za nas bi to pomenilo ogromno, ker od večjih oglaševalcev smo zdaj končno sprejeli pivovarje nazaj med nas, tako da lahko pivo točimo na stadionih. Tudi tam je bilo ogromno nasprotovanja in ogromno interesov, da se to ne bi zgodilo, in strašenja, pa se ni zgodil noben incident. Derbi je za nami eno leto, že skoraj zadeva velja in ni bilo nobenih težav. Po moji oceni bi to prineslo v slovenski šport samo iz vidika oglaševanja dobrih 10 milijonov evrov. Govorimo o prodajah imenskih pravic različnih ligaških tekmovanj in seveda generalnih sponzorstvih v klubih. Moram reči, da v 10 dneh veljave tega zakona, dokler ni bil sprejet veto, sem imel že 2 kontakta, kjer so se stavnice zanimale tako za oglaševanje preko nogometnega kluba Domžale, kot za kontakt za oglaševanje znotraj celotne lige. Ivan, kaj ti praviš na to, kot davčni strokovnjak in zdaj aktiven v nogometu v drugoligašu Iliriji in bivši predsednik Nogometne zveze Slovenije?
Torej, ta zakon obstoječi, torej zakon, da imamo samo eno koncesijo Športno loterijo Slovenije, je tipičen primer ustvarjenega monopola iz preteklosti, katerega tisti, ki so udeleženi pri tem monopolu, ga želijo ohraniti na vsak način in na vsak način poskušajo onemogočiti. Tisto, kar lahko povem, da zdaj sem v drugoligaškem klubu, mi od teh športnih stav nimamo popolnoma nič, razen da so naše tekme na športni stavi. Od obstoječih misliš? Od obstoječih, ja. In zato tega pravi mi ni jasno. Torej, po eni strani jih razumem, torej ohranjajo svoje, torej tisti, ki so tam zaposleni, lobirajo, da ohranijo svoje visoke plače in nagrade. Tisti, ki so lastniki športne loterije, pa normalno morajo ohraniti, bom rekel, svojo naložbo, kajti če bo prišlo do tega, bodo normalno prišli drugi noti in bodo pač njihova naložba bo manj vredna. Dejstvo je pa tudi to, da to, kar smo poslušali v državnem svetu, da ne bo nič več koncesije in tako naprej. Že ta koncesnina, ki je sedaj narejena izračun, torej vplačila in izplačila, je bila prirejena za monopolno obliko športne loterije, pomeni, da vplačaš čim manj, če pa slučajno imaš veliko izplačil, boš pol vplačal še manj. Jaz sem zagovornik tega, da bi se koncesnina določila na vplačila, pa naj se vsak sam potrudi, da ima čim boljši rezultat in to, kar zdaj preračunavamo, glede na to, da je 4,2 milijona koncesije od športne loterije, to je nekje 0,7% od vseh vplačil, ki mislim, da vplačili okrog 60 milijonov. Enostavno bi lahko določili, da koncesija znaša 1% od vplačil, prišlo bi več koncesionarjev not, mogoče bi se zbralo tudi 100 milijonov teh vplačil, ker bi bili še drugi, pa bi imeli 10 milijonov od koncesij. To meni in bi potem lahko ta denar delili med klube. Normalno, mi pa tisti, ki smo v nogometu, pa menimo, da tudi ta delitev ni pravična zaradi tega, ker je treba določiti drugačno klasifikacijo športov potem, ker ni isto se uvrstiti na svetovno prvenstvo v nogometu in se uvrstiti v svetovno prvenstvo v nekem drugem individualnem športu. Zdaj, Matej, vi ste imeli tudi neko neposredno hecno izkušnjo v klubu Domžale, ko ste igrali z West Hamom in niso smeli igrati v svojih članskih dresih, zato ker imajo sponzorja spletno stavnico. Ne? Ja, oni so mogli posebne prirejene drese imeti za tisto tekmo, ker so preverili pri naših zakonodajalcih oziroma pri oblasteh in so jim prepovedali oziroma dobili bi kar drastično kazen, kolikor bi oglaševali športno stavnico. In tukaj sta dve plati te zgodbe. Ena so koncesnine, o katerih je tudi Ivan govoril, ker definitivno je dejstvo, da če bo več ponudnikov, bo koncesnine vplačane več, kot jo je vplačane do sedaj. Druga stvar je pa oglaševanje. Ne? Tukaj pridemo pa športni klubi, športne zveze in pa tudi mediji zelo do izraza in več denarja se skriva v tem delu drugem, kot pa v tem osnovnih koncesijah in ostalih zadevah. In te argumenti, ki jih Športna loterija in pa Olimpijski komite navajajo, seveda ne zdržijo kritične presoje. Dejstvo je, da večina igralcev igra športne stave na tujih stavnicah, da igra preko interneta. Tega do sedaj nismo znali, oziroma mislim, da tudi ni možno preprečiti, kar pomeni, da pač ti igralci bodo enostavno tam igrali, ker so zadovoljni z uslugo, ki jim jo drugi nudimo. Država pa lahko sama sebi pripiše, da od tega nič nima. Najmanj od tega imamo pa slovenski klubi, ker na vseh televizijah, kjerkoli spremljamo prenose tujih športnih kolektivov, so seveda stavnice bogato zastopane v oglaševanju in tako tudi pridobivajo kupce v Sloveniji. Edini, ki pa tukaj izvisi, smo pa tisti, ki bi v Sloveniji radi prodali svoj oglasni prostor stavnicam, pa nam tega ne dopustijo. Ne dopustijo pa z razlogom, da bo denarja manj za invalide in pa za šport. Dajmo si pogledati v oči, koliko tega sploh je. Mislim, da je 20% za invalide dobra 2 milijona in pa nekih dobrih 10 milijonov za šport, kar je drobiž. In če tukaj, tudi če bi se njim poznalo, da spustimo notri tuje stavnice, potem bi drugje toliko not prinesli, ker kam pa gre denar, ki ga klubi dobijo in ki bi ga dobili iz tega oglaševanja. Ja, za igralce, za stanovanja, za prehrano. To je najbolj čist denar, ki ga dobiš za odškodnino igralca ali pa denar, ki ga Maribor dobi za nagrado za igranje v Ligi prvakov, pa ostali tudi, ki nastopamo v Evropi. To je najbolj čist denar za državo. To je popolnoma svež kapital, vreden po mojem mnenju veliko več kot investicija Magne, ki ima zraven številne negativne eksternalije. Tukaj ti pa nekdo denar da samo zato, da obstajaš. In mi se temu denarju aktivno odrekamo zaradi interesov nekih ozkih lobijev,
ki so bili pa zdaj v zadnjem času izjemno aktivni. To so prijavljene zadeve, Športna loterija in Olimpijski komite z roko v roki te stvari izvajata tako pred poslanci, kot pred svetniki, kot na vladi in spet jim je uspelo. Ne glede na to, da imamo odločbo slovenskega sodišča, ki je odločila, da ni pogojev za duopol oziroma za monopol in imamo tudi odločitev Evropske komisije, ki je enako odločila, kjer je popolnoma jasno, marsikatero področje je, kjer bi mogoče v Sloveniji monopol bil smiselen in kjer bi od tega marsikdo, govorim seveda predvsem o državljanih, kaj imel od tega, na drugi strani pa tukaj vztrajamo pri nekem monopolu, ki nikomur nič ne prinaša. A sta vidva mogoče pričakovala, da se bo Nogometna zveza Slovenije, glede na to, kar smo zdaj slišali, se pravi močni interes klubov in tako naprej, bolj aktivno vključila v to zgodbo, mogoče tudi bivši predsednik Nogometne zveze, zdajšnji predsednik pač Evropske nogometne organizacije, gospod Čeferin. Zakaj recimo NZS ni bila bolj aktivna tukaj? Torej, če mene vprašaš, jaz menim, da je kar mi čisto logično zaradi njihove naložbe. Torej, oni imajo naložbo v športno loterijo, mislim, da je znašala kupnina 3,5–4 milijone in to je treba odplačati. Normalno vsako leto dobijo nekaj dividend. S temi dividendami lahko pokrivajo obresti, ki, torej, in še malo jim ostane. V primeru, da bi prišlo do novih koncesij, prav gotovo dobiček športne loterije lahko pade in potem je tudi dividende so nižje in potem vprašanje bodo dividende pokrile kredit, ki ga morajo odplačevati. Ampak če rečem še to, kar je prej povedal Matej, glede koncesije, ker so invalidi govorili v državnem svetu, da bodo dobili manj denarja. Sej ti določiš, koliko znaša koncesija, ko veš, koliko znaša koncesija, potem rečeš, bo država delila to koncesijo med tiste, ki se upravičeni. Toliko damo za šport, toliko damo za invalide in jaz menim, da če bi bilo več, bi invalidi dobili več. Sej glede, ista zgodba je bila pri, ko so sprostili točenje, torej piva na, bom rekel, na tekmah, to je bilo toliko proti nekih nelogičnih zadev in tako naprej in zdaj ni nobenih težav in isto se bo tukaj zgodilo. Ko se bodo enkrat koncesije sprostile, bodo ugotovili, da bo denarja prav gotovo več in tudi, ko sem poslušal v državnem svetu razprave, tam so bile tudi razprave, da se ne ve, koliko znaša davek, ne vejo, koliko bo kdo plačal. Pri igrah na srečo se ve, davek do 300 evrov, torej do 300 evrov dobitka davka ni, na 300 evrov je 15%. In tisti, ki zadane, točno ve, koliko plača in enostavno ni nobenih argumentov lobiranja, ki so potekale, to, kar sem malo spremljal, do mene so tudi prišli podpisi tistih, ki so glasovali za veto, pomeni proti več koncesijam. Se točno vidi po seznamu, ko greš, vidiš, da tudi v določeni delu politično opredeljeno, v nekaterih primerih so se stranke razdelile in tako naprej. Ni pa nobenega argumenta utemeljenega in vsi tisti, ki delamo v športu, pa se ne znamo tega denarja pobrati in že to, kar je prej Matej povedal, da so prišli igrati sem in so morali zamenjati drese, pove vse. Torej, nekdo meni kot tujemu klubu omejijo nositi reklamo na nekem dresu, zaradi tega, ker si je skupina ljudi ustvarila nek monopol. In jaz sem imel tudi na mojem blogu, sem postavil enostavno vprašanje, oziroma na enem forumu sem zapisal, mislim, da na Portal Plusu, da me zanima, ali bi nasprotniki proti več koncesijam bili tudi proti več koncesijam v primeru, da se postavi vprašanje. Ali ste za to, da imamo samo eno koncesijo in se vam plača prepolovi, ali ste za to, da imamo več koncesij, pa vam ostane ista plača. Torej, odgovor bi bil drugačen. Nam je samo važno, da mi imamo dobro plačo, je več koncesij, ni več koncesij. Tako da enostavno nobenega argumenta in jaz upam, da se bo to zaključilo enkrat. Še ena zanimivost je, da recimo, ko smo pa v Nemčiji igrali s Stuttgartom, tam je pa seveda drugačna zakonodaja in takrat smo si tudi priskrbeli neko stavnico, pa smo dobili od tiste stavnice takrat več, kot smo dobili od športne loterije kot klub v celotni 25 let. Samo na račun teh dveh tekem s Stuttgartom. Samo na račun ene tekme v Nemčiji, ja, seveda, ker ste lahko to na dresih. Na domači tekmi seveda tega nismo smeli imeti. Če se mogoče za sekundo vrnem samo na Nogometno zvezo, res je, da je trenutno v specifični situaciji, je pa treba tudi povedati, da mi smo še v času, ko je združenje obstajalo, pa ko je bil Ivan še predsednik, smo veliko časa temu namenjali. Tudi ko je Aleksandar prišel, smo imeli načrt, mi smo imeli možnost tudi iti v tožbo, pa smo se potem na podlagi
pravno-političnih argumentov odločili, da s to tožbo nismo šli naprej. Potem je nekaj časa vladalo zatišje, ko se je pa na tržišču pojavil delež športne loterije, pa seveda Nogometna zveza to izkoristila. Zgodbe, ja. Moramo narediti kratek predah, vrnemo se po oglasih, ko bomo nadaljevali s komentiranjem financiranja slovenskega športa.